Gremo pa naprej v Bankarium, kjer je pa muzej bančništva in to na Čopovi ulici. Tam se pa mudi seveda naš Juš, ki se bo pogovarjal z direktorico muzeja. Juš, lepo pozdravljen. A imaš kaj denarja? Ne še, ampak bova videla čez 20 minut. Lepo pozdravljeni, torej zopet z terena. Tokrat se nahajam v Muzeju bančništva Slovenije, prvem muzeju bančništva Slovenije, če se ne motim, Bankarium. Muzej, ki je nastal pod okriljem NLB, širši javnosti predstavlja bančno dediščino v Sloveniji od leta 1820 pa tja do danes. V svoji družbi pa že gostim Ireno Čuk, direktorico zavoda NLB Kulturna dediščina. Živjo. Živjo, lepo pozdravljeni. Hvala, ker nas gostite, prav prijetno je tukaj, je tudi klimatizirano, v povsem novem muzeju. In če začneva kar na začetku, zakaj sploh odpirate muzeji? Veste, NLB ima v slovenskem prostoru pravzaprav najdaljšo tradicijo, če jo merimo kot tradicijo v ljudeh, v kulturi in v znanju. Od 1820 in od Kranjske hranilnice naprej so vse naše prednice zbirale predmete, hranile predmete, ki smo jih zdaj oblikovali v muzejsko zbirko. In zato nam jo je Ministrstvo za kulturo tudi pripoznalo kot nacionalno bogatstvo, kar pa seveda nam lastnikom daje veliko odgovornost. Ne samo za ohranjanje, ampak tudi za predstavljanje te zbirke javnosti. Tako da, evo, to zbirko zdaj v Muzeju bančništva Slovenije predstavljamo javnosti. Zakaj pa pravzaprav na tem mestu? Vem, da zveni kot neumno vprašanje, ne zelo samoumevno mesto za muzej, pa vendarle. Ja, na tem mestu 1905 nastala bančna palača mestne hranilnice Ljubljanske in tukaj v prostoru, kjer se nahajava, je bila vse od takrat bančna poslovalnica. Tako da prav logično je bilo, ko smo to bančno poslovalnico preselili v pritličje, da bi pomagali strankam, da ne hodijo po stopnicah, da smo na mestu stare bančne poslovalnice uredili Muzej bančništva Slovenije. To, pred čemer stojiva, pa je? To pa je secesijsko bančno okence iz leta 1905. Prvo bančno okence, ki je bilo postavljeno temle med stebri in ki je pravzaprav obratovalo dvakrat na teden po nekaj ur. Vidimo, kako je bančnik uporabljal zgor papir, pero, tintnik, pečatnik, luknjač, nekaj štempilk in glavno knjigo v ozadju. Nič računalnika. Nič računalnika. Ne, te imamo potem na socialističnem okencu cel kup. Obljubiva, da si bo ogledala še malce podrobneje nekatere posamezne dele muzeja. V drugem delu intervjuja, zdaj pa mogoče spet malce nazaj in celo širše. Zanima me, po kom ste se zgledovali? Verjetno v Evropi in na svetu obstaja več takšnih muzejev. Ja, drži. Pregledali smo evropske in muzeje v zahodnem delu sveta. Ugotovili smo, da muzeje denarništva ustanavljajo centralne banke, kot pri nas Banka Slovenije. Muzeje bančništva pa odpirajo tiste banke, ki imajo dolgo tradicijo. Pogledali smo muzej državne banke v Luksemburgu, pogledali smo muzej Mondamount v Edinburgu, bili smo celo v Flipu od Erste Bank na Dunaju in v Torinu, kjer imajo krasen center finančnega opismenjevanja. In seveda se lahko z njimi verjetno primerjamo. Mislim, da, ja. Super. Kako bi rekli, koliko časa so pa trajala dela in a se je kje zapletlo, če sploh pri denarju vse? Kdaj? Pravzaprav nam se je zapletalo pri koroni. Dela so trajala približno 2 leti. 5 mesecev smo uporabili za koncipiranje, oblikovali smo ekspertno skupino, mi smo samo bančniki. Ekspertno skupino, ki jo je sestavljala kustosinja dr. Meta Kordiš in zgodovinarji, dr. Žarko Lazarevič, dr. Marta Rendla iz Inštituta za novejšo zgodovino in pa ekipa analitikov iz Inštituta za strateške rešitve. Mi smo koncipirali vsebino v muzeju in potem šli v razpis za projektanta. Kot projektanta je bil zbran Studio Trije in Andrej Marcina kot njegov vodja. Projektirali so približno 10 mesecev in potem so ostali čas še trajala sama produkcija, kjer je muzejsko opremo produciral RPS, sicer pa restauratorska dela, kot jih vidite v samem prostoru, in pa gradbena dela, pa Gradnje Moste in pa restauratorji Gnom. Odlično, torej so seveda tudi strokovnjaki, kot je to v navadi sodelovali. Povejte mi, odkot pa pravzaprav ime Bankarium?
Bankarjem asociirana izobraževanje, del tega muzeja je namreč tudi finančni labirint. In podobno kot imamo parlamentarium ali pa planetarium, smo pač ta del poimenovali ne samo muzej, ampak bankarium, Muzej bančništva Slovenije. Zopet na vides neumno vprašanje, kakšno vlogo igra NLB pri tem muzeju? NLB je ustanoviteljica, muzej je 100% v njeni lasti, ne glede na to, da je to neprofitni zavod in da je registriran za upravljanje muzejske in galerijske dejavnosti. NLB bo tudi tista, ki bo sofinancirala delovanje muzeja. Kako je, malce ste že povedali, no pa vendarle, kako je nastajala zbirka? Neverjetno dolga leta in leta. Odkot ste pravzaprav dobili vse razstavne predmete, tudi umetniška dela, kot smo lahko slišali? Tukaj v tem muzeju predstavljamo samo muzejsko zbirko in seveda glavno bistvo te zbirke tvorijo predmeti iz naših prednic. To pomeni Kranjske hranilnice, mestne hranilnice, Kreditne banke in hranilnice Ljubljana, Komunalne banke Ljubljana in seveda Ljubljanske banke. Na drugi strani pa predmete, ki dopolnjujejo razstavo, pa smo prijeli na prošnjo naše kustosinje iz drugih pokrajinskih muzejev po celi Sloveniji. Še to lahko poveva, muzej je pravzaprav čisto na sveže odprt. Kakšna so pričakovanja, kakšne pakete ponujate obiskovalcem in tako naprej? Drži, muzej smo odprli na poletno muzejsko noč 19. junija. Muzej bo odprt od torka do nedelje od 10 do 6, vabljeni vsi. Imamo organizirano vodenje. Lahko poudarim, da vodenje izvajajo naše bančne upokojenke. Seveda pa bomo imeli v muzeju tudi pedagoški program, posebej v Centru finančnega opismenjevanja in pa program za podjetja. Super. Irena, hvala za enkrat. Besedo predajamo našim oglaševalcem. Mogoče pa čisto tako, da malo podrezava naše gledalce, kaj bova v nadaljevanju lahko videla. Trezor? Ja, malo bova pokukala v notranjost bankomata, malo bova odpirala predare pa pogledala, kaj se noter skriva. Ali bova kaj tudi vzela ven? Ja, bankarium denar. No, slišite, oglaševalci, prosim lepo, zdaj ste na vrsti vi, potem pa se vrnemo v Muzej bančništva. Pozdravljeni zopet nazaj, še vedno smo, ne boste verjeli, v Muzeju bančništva Slovenije. Z Ireno sva obljubila, da vam podrobneje pokaževa nekaj delov muzejske razstave in mogoče že kar za nama, kaj se nahaja. Razstavo začenjamo z pregledom 5000 let bančništva v svetu. Začnemo z bančnimi storitvami, ker takrat še ni bilo banka, najprej je bilo posojilo. In potem nadaljujemo, odkot je prišlo do imena denar, odkot je prišlo do imena banka in tako dalje. In šele potem stopiva v področje, kjer se začenja razstava v Sloveniji. Zdaj vam bom pa kar mikrofon predal. Prav? Skočim pred kamero. 200-letni razvoj bančništva v Sloveniji začenjamo z pregledom denarja v teh 200 letih. Kar 9 valut smo zamenjali v tem času in prikazujemo jih tudi skozi kupno moč. Na tej tablici lahko vidimo, koliko časa smo mogli delati za 1 kilo govedine, za krompir in pa za vino v času goldinarja ali pa v času krone in tako seveda naprej vse do evra. Razstavo potem nadaljujemo tukaj z zgodovinskim pregledom inštitucij, ki smo jih razdelili nekako 4 dele. Vzpostavljanje bančništva do 2. svetovne vojne, samo 2. svetovno vojno in njen upor, potem kreiranje socialističnega bančništva in na koncu sodobno bančništvo. Pa če gremo kar naprej, bi vam rada pokazala najstarejši predmet v naši zbirki. To je značka Ljubljanske hranilnice. Iz 1820 do 28 pozlačena, gospodje pa so jo uporabljali na pohodni palici. In tukaj lahko vidimo od Kranjske hranilnice
en zelo lep album, v katerega se je podpisal cesar Franc Jožef, ko je to hranilnico obiskal. Kranjska hranilnica je sicer naša najstarejša finančna inštitucija, ki je preživela kar 125 let in je bila druga najstarejša v Habsburški monarhiji takrat. Druga, šele za Erste Bank je bila ustanovljena na Dunaju in jo poznamo še danes. Potem tukaj le vidimo mestno hranilnico Ljubljansko, ustanovljeno 1889, morda je zanimiva tale zaprisega kontrolorja Trstenjaka, 1889 v magistratu sta delala blagajnik in kontrolor. In kontrolor je moral dati pisno zaprisego, da bo vesten, da bo pošten, da bo čuval bančno tajnost in tako naprej. Tukaj le lahko vidimo potem razvoj bank kot delniških družb. 1900 so bile 3 pomembne banke, Ljubljanska kreditna banka, Zadružna gospodarska in pa Kreditanstalt, poznamo, to so stare, lepe hiše sredi Ljubljane, vidimo tudi njihove delnice in na tej strani skozi vso obdobje razvoja hranilnic, kreditnih zadrug in bank vidimo tudi zaslužne bančnike. Zgodovinski razvoj nam potem pretrga vojna. Vojna, v katerem so okupatorji razdelili ozemlje in na svojem ozemlju zamenjali valuto. Zato različne knjižice. Slovenci ne bi bili Slovenci, če se ne bi upirali. Na osvobojenem ozemlju v Črnomlju smo ustanovili Denarni zavod Slovenije. Veste, to je prva emisijska banka odporniškega gibanja v Evropi. Partizanski denar je tukaj. Evo, v času socializma je takratna oblast ukinila do takrat razvite bančne inštitucije in vzpostavila svoj sistem. Svoj sistem, v katerem je strašno pospeševala varčevanje. Dan varčevanja, svetovni dan varčevanja, 31. oktober, je bil zelo pomembni praznik v celotni državi, na katerega so žrebali varčevalce in jim razdelili nagrade, tudi kot so Fičko ali pa Kolibri, ali pa se šalili na račun dneva varčevanja. Ne? No, v času socializma so leta 70 iz Kreditne banke in hranilnice Ljubljana preimenovali in ustanovili Ljubljansko banko. Njen prvi direktor je bil Niko Kavčič. To banko je postavil na zemljevid Evrope in sveta. Ta banka je v svojem višku leta 1989 imela 23 bank po celotni državi, 20 predstavništev po celem svetu, 5 bank po celem svetu na vseh celinah, 430 podružnic v Jugoslaviji in kar 15.000 zaposlenih. Tukaj le vidimo en tak grafični prikaz celotnega zgodovinskega razvoja. In sprehodili se bomo skozi finančni labirint, v katerem predstavljamo igrice, namenjene mladini, pa tudi odrasli, mladini bi temu rekli, kjer s finančnim tetrisom, s finančnim monopolijem, z igrico kača in tako poustvarjamo osnovne finančne nasvete in osnovna pravila, kako ravnati z denarjem. To spada pod opismenjevanje. Drži. Tukaj pa smo na področju bančnih praks. Bančne prakse najbolj predstavljajo bančna okenca, secesijsko sva videla, sledilo je socialistično bančno okence, kjer imamo kupenih strojev, od pisalnega, računskega stroja, terminala, strojčke za štetje denarja in tako naprej, med sabo seveda nepovezanih in kup obrazcev in če se spomnimo starejši, vrste pred okenci. Unikum v takratni Evropi je šolsko varčevanje. Šolsko varčevanje je organizirana dejavnost Ljubljanske banke po vseh šolah po Jugoslaviji, kjer so otroci se igrali bančnike, sprejemali vloge in pravzaprav se s tem učili bančnega posla in vsi otroci pa so se učili varčevanja. Bančne prakse nadaljujemo v
90-ih, ko se dejansko začenja razvoj bančništva, pokukajmo v odprt bankomat, saj vemo, kako bankomat deluje, a ne? Kako notri izgleda, pa ne, a ne? Tale trezorski del, posebej zavarovan, šifro, dostop imajo le trezorci in zgornji servisni del, kamor ustavimo kartico, kamor dobimo potrdilo ven. Tipkovnico je tukaj. Ja, to je računalnik. Ja, noter imamo skritka blagajnika, veste. Ja. Da ne boste mislili, to je bilo res. Ko smo uvajali bankomate leta 1989, je takrat nekdo izmed oblastnikov, ki si je prišel pogledati bankomat, vprašal, kje pa sedi blagajnik. Tukaj imamo sodobno okence za primer, kako je izgledalo okence v secesiji in socializmu, seveda tudi v sodobnosti imamo bančna okenca, vendar sta si bančnik in stranka enakopravna, med njima ni nobenih pregraj in na tem ekranu lahko vidite, kaj o banki ve, kaj o vas ve vaša banka. To je primer ekrana, ki ga uporabljajo naši bančni delavci in seveda za to okence so značilna predvsem obdobje kartice kot plačilnega sredstva. Pri prejšnjih dveh okencih smo bile na hranilnih knjižicah in pa čekih. Zdaj pa vas povabimo v trezor. Ravno prav, imamo samo še 2 minuti, tako da je super, da... Evo, ta trezor je bil narejen leta 1905, vidimo, da je v železobetonski kletki, deloval je vse do 2018, ko se je poslovalnica preselila v pritličje. Kar vidite tukaj je originalne trezorske omare, originalna tla. Naštimali smo nekaj strojčkov za štetje gotovine, tako da se lahko pravzaprav preizkusite v bančnih praksah. In pa kot sem obljubila za vas, nekaj denarja. So me že spraševali, če sem že kaj na dinarčko. Drugače denar smo hranili v takih železnih blagajnah. Evo. Zdaj so seveda prazne. Pozdravljeni zopet nazaj iz Muzeja bančništva Slovenije. Kot vidite, mi je Irena nadela VR očala, tako da nič ne vidim in predajam nazaj mikrofon, da narediva še ta zaključek in poveva, kaj sploh počnem. Ja, nahajate se v zadnji razstavni enoti digitalne transformacije, kjer je banka vedno in povsod. Kajti danes imamo banko sabo na svojem telefončku, lahko opravimo različne storitve in s tole aplikacijo lahko spoznate, na kakšen način pa banka to izvede. Zdaj se pa nekje nahajam, ki ni Slovenija. Drži? Banane vidim po tleh. Drži. Fotograf Janez je namreč na poti po Aziji. In tam se mu dogajajo različne stvari, kot se nam pač dogajajo na potovanju, vendar jih vse reši s pomočjo banke in svojega telefona. Odlično. Joj, moram kar sneti, ker drugače ne bom nikoli več zapustil tega prostora, ker je fantastičen. Nič, Irena, hvala za ta čudovit intervju. Vmes ste verjetno opazili, da smo pregloboko zabredla v trezor, pa smo zato za kratko izgubili signal z vami. Še enkrat najlepša hvala in seveda povabiva vse gledalce v muzej. Prisrčno vabljeni v Bankarium Muzej bančništva Slovenije. Tole je bil Bankarium, zdaj pa naši oglasi.